Živijo, sem Boris Car, star sem 38 let, prihajam iz Ljubljane, sem učitelj angleščine in igralec. Moji hobiji so sinhroniziranje risank, vrtnarstvo, sadjarstvo, žganje kruha, kolesarstvo in tako naprej. Vegan sem od leta 2017, spoznal sem se pa prvič z veganstvom leta 2006. Pri 18 letih sem imel ogromno nekih zdravstvenih težav, za katere v bistvu nisem vedel razloga. Pač tudi se mi je zdelo, da sem premlad, da bi karkoli takega sploh doživljal. No, pri 18 letih ne pričakuješ, da boš imel te neke težave s hrbtenico, težave s koleni, težave s križem, da ti otekajo sklepi in tako naprej. In sem bil pač začuden, šel sem tudi do svoje zdravnice, ki je vse, kar mi je pač ona ponudila, je bilo tablete proti bolečini. Ne, se pravi, kaj, ne jemljem tablete proti bolečini za celo življenje zdaj, ali kaj? Mislim, pač nisem, že takrat mi ni to bilo všeč. No, potem pa sem imel leta 2006 kar malo počas dovolj. Obupal sem nad klasično medicino. Imamo v družini pač nekega doktorja, ki je specialist kitajske medicine, doktor Papuga, in mi je predlagal vegansko prehrano. Pač pa tudi neke vaje so bile, pa zelični čaj sem mogel piti in sem se držal tega 4 mesece. Po 4 mesecih sem shujšal, mislim, da 20 kg sem shujšal v tistem času, mislim, sem bil po 85 kg težek, ampak vse težave so izginile in s hrbtenico, in s sklepi, in koža se je popravila, in prebava je bila boljša. Potem sem spoznal se tudi pri temu doktorju, ki je imel eno knjigo, sem se spoznal s presnojedstvom, sem tudi to poskusil, so šle kile še bolj dol, sem prišel na 73 kg, imel sem energije nenormalno veliko, res takrat se mi zdi bil na višku svojih tako moči, ne vem, edini takrat sem lahko recimo zabil na koš, ker sem košarko dosti igral, drugače nikoli več. Pa enostavno je pa bil samo pritisk družbe, ne glede na to, da se meni vse popravilo, moje počutje, fizično, psihično, moje zdravje, vse se je popravilo. Jaz sem bil samozavesten dosti bolj, ker sem se dejansko bil prvič všeč, kako sem izgledal, ne, ampak ker me družba oziroma domači niso bili navajeni, ne, pač da sem jaz toliko suh, ne, čeprav oče ni bil nič manj suh od mene, recimo, ne, samo on je bil že celo življenje tak, so me potem doma pričakali kakšni članki o ortoreksiji na mizi, ker sem tako, mislim, lahko tudi na drugačen način to poveste in tako naprej, tako da, ampak od leta 2017 sem se potem dokončno premislil. Leta 2018 mi je še oče umrl zaradi srčnega infarkta, kar mi je pač dodatno podžgal, da ne želim iti po tej poti. Prepričalo me je v veganstvo moje zdravstveno stanje. Šel sem do dr. Papuge, ki je specialist kitajske medicine, in on mi je predlagal, naj poskusim 4 mesece z vegansko prehrano. To sem poskusil in vse zdravstvene težave so šle, da jih nikoli ni bilo. Končno sem se počutil tako, kot bi se mogel, ne, kot takrat sicer 26-letnik. No. In dejansko, to je to. Tako bi se človek mogel počutiti. Tudi ogromno mojih bližnjih ima težave z rakom, prekomerno težo, ne vem, 2 teti sta že imele raka, sestrična ima raka, babi je imela raka na črevesju. Mislim, to je toliko enega raka v družini, da enostavno ne želim res tvegati. Pa dedi je imel možgansko kap isto. In pač to je dokončen razlog, no, pač, da sem se odločil, no, da je to. No. Pa tudi jaz vem, da se odlično počutim na taki prehrani. In še dodatna motivacija tudi z živali. Noben noče razmišljati o živalih, vse so samo živali, ne. Tudi če si tako vzgojen, v končni fazi ne gledaš na žival kot neko živo bitje, gledaš na žival kot hrano in na noben drugačen način ne moreš videti. Ne.
ti pa taki dokumentarci pol odprejo oči in vidiš, da dejansko da ni, mislim, da vsaka žival, vsi sesalci recimo so neka bitja, ki čutijo, ki so sposobna svojih čustev, ki imajo svoje otroke, ki imajo mleko za svoje otroke striktno, ne za nas ljudi. Mislim, edina živalska vrsta smo, ki pije mleko od druge vrste in se mi zdi čist zgrešeno, da se poudarja, da je mleko neka nuja, ki se more, da brez tega se ne da živeti. Mislim, če bi bilo to tako, bi potem vse živali pile mleko, vse življenje, pa temu ni tako. Kar se tiče etičnega vidika veganstva, človek niti ne ve, kaj se dogaja, pač za zidovi klavnic, dokler tega ne vidiš. Zdaj, klavnice so zaprte javnosti, lahko se zanašamo pač samo na tiste posnetke, ki nekako pridejo do nas pa skrbijo pa zelo, da ne pridejo do nas, in tukaj pridejo potem na vrsto veganski dokumentarci oziroma dokumentarci, ki podpirajo, ki širijo zavest o trpljenju živali, in tam šele vidiš, kaj se dejansko dogaja. Tako da to me odvrne že v osnovi pač od mesa, od mlečnih izdelkov, pa dejansko, če začneš nekako logično razmišljati o tem, za koga je namenjeno materino mleko, pač veš, da nimaš kaj iskati pri materi nekoga drugega. Potem v končni fazi grem lahko do sosede, pa se malo popasam na njenih, ne bilo nobene razlike, če pač ni sporno, če kravi pijemo, pa bom pa jaz vaši psici pil, pa vaši mački, pa ženi, kakorkoli, če vam je to v redu. Zelo me skrbijo pač člani moje družine, pač zakaj to kraka v naši družini. In ne bi rad izgubil še kogarkoli bližnjega zaradi teh bolezni, ki so, dajmo roko na srce, najbolj pogoste pri vsejecih. Pri veganih je zelo malo primerov raka, še to je verjetno posledica prejšnjega življenjskega sloga. Me je grozno, da bi izgubil še kogarkoli bližnjega, zato mi je pač mar, ampak ne vem na kak način sploh prepričati. Pa to so v bistvu moji bližnji, in če bližnje ne morem prepričati, težko je potem sploh nekoga, ki ni. In skušam jaz biti sam kot vegan na nek način vzor, v smislu, pač pogledajte moje zdravje, pogledajte pač, ne vem, kako jaz izgledam, kako se jaz počutam, pa potem presodite, boste mogoče sami videli. Jaz mislim, da dejansko število veganov se po moje zadnje čase precej povišuje, dosti narašča to število, tako da mislim, da je bilo samo premajhen procent prej. Prej je bilo to tako neka taka majhna zadeva, da noben niti ni vedel zanjo. Se tudi jaz v končni fazi nisem imel nobenega prijatelja, nobenega v družini, ki bi bil vegan. In si gledal na to, okej. Tudi jaz sem imel nek tak pogled. Nisem jih sicer zmerjal, kot pač to počne marsikdo danes na družbenih omrežjih, kjer si sploh anonimneži lahko marsikaj dovolijo. Mislim, da bo recept za veganski tiramisu je bil objavljen na spletni strani, ne vem kjerega medija, in je spodaj bilo cel kup komentarjev, kaj to vsiljujete, nekoga. Recept je, ljubi Bog, recept je. Se pravi, če bo pa recept od, ne vem, zapohanega piščanca, se bo pa spodaj vegani, a se kadarkoli vegan od spod začne pisati take netolerantne komentarje, tega ne vidiš. Treba bi bilo celoten sistem spremeniti, predvsem zdravnike, ker zdravniki sami niso strokovnjaki za prehrano, oni so zdravnik družinske medicine je strokovnjak za to, katero zdravilo mora predpisati za kakšen simptom. Zato je strokovnjak. In tudi, ne vem, mislim,
če začneš ti nekako gledati, tudi če sediš v ordinaciji, pa si videl prehransko piramido, pa je bilo sadje pa zelenjava čisto od spodaj, koliko moraš ti tega, moraš največ pojesti, ne? Ampak ljudje to pač ne vidijo, ne? Vidijo ne, ker so zdravniki pravijo, da moramo jesti mleko, pa kje imaš mleko, se poglej že na stare prehranske piramide, pa ni bilo mleko spodaj, vedno je bilo prej zelenjava pa sadje, kot pa je bilo mleko. Ne, mogoče je bilo čisto od spodaj, da so bili ogljikovi hidrati v smislu žita in tako naprej, ampak mleko ni bilo nikoli nižji dol kot pa sadje in zelenjava. Ne. Moje sporočilo veganom. Na pravi poti ste, vztrajajte na tem še naprej. Trudite se, da jeste čim bolj polnovredno prehrano, raznoliko in v komunikaciji z nevegani ostanite mirni, nevsiljivi, podajajte dejstva, samo dejstva, ki jih poznate, za katere ste prepričani. Čim bolj se izobražujte na tem področju in ostanite zdravi in odlični, kot ste že do zdaj. Moje sporočilo ne veganom. Razmislite o tem, od kje prihaja hrana, ki jo jeste, komu je namenjeno materino mleko, ki ga pijete, kdo bi to dejansko mogel uživati, od kje prihaja meso, ki ga uživate, kakšno vez imate morda s svojimi ljubljenčki in se poskušate zavedati, da vsako živo bitje je sposobno nekih čustev in je inteligentno bitje in ni vaša lastnina, da bi lahko razpolagali z njo. Komu je namenjena recimo mlečna prehrana? Iz kje prihaja mleko? Kdo daje mleko? Matera daje mleko. Kdo ne pije materino mleko? Njen otrok. Noben drug, nobenemu drugemu ni ta materino mleko namenjeno kot otrokom.